Pozdravljeni! No, pa je ta vikend še ena zgodba dobila svoj zaključek. Govorim namreč o seriji Igra prestolov Game of Thrones. Zdaj, tisti, ki ste oboževalci serije, ne vem, kako se vam je zdel zaključek, ampak o tem bom spregovoril malo več kasneje. Začel bi samo s tem, da v bistvu jaz sem bil dolgoletni oboževalec serije. Tudi ko je serija šla navzdol, nekje od 4. sezone naprej, v bistvu, če smo čisto realni, sem serijo podpiral, vedno našel neke dobre besede za njo, ampak moram pa priznati, da od 7. sezone naprej pa so res pospešili ene stvari. Se mi zdi, da je res bilo vse tako pohitreno, da na koncu je že izgledalo, kot da se ljudje teleportirajo iz enega konca na drugega. Recimo v prejšnjih sezonah so fejst dolgo potovali iz enega kraja v drug kraj, mogoče po 2-3 epizode ali pa celo sezono ali pa več sezon, tako kot recimo Daenerys. Potem pa so se že ljudje v bistvu kar teleportirali, kar hitro so bili še v isti epizodi iz enega kraja na drugem kraju. To me je zelo motilo, pa tudi se mi zdi, da so ene zgodbe zaključevali kar hitro. No, in potem letos, po enoletnem premoru, so pa začeli predvajati zadnjo 8. sezono. In ta sezona je sprožila kar velik plaz kritik. Žal, ta zadnja sezona, ki bi morala biti boljša, ki bi morala biti dejansko epska, ki bi morala, zagotoviti, pravico za marsikatere like v zgodbi, pa se mi zdi, da so bili malo oropani te pravice, ali kako naj rečem. Nekaterih ljudi so se kar hitro znebili, ene stvari so se dejansko vlekle. 8. sezona je bila polna dolgih pogovorov, vmes bi lahko komot vključili katere druge zgodbe in pokoristili tale čas in denar na katerih drugih stvarih. Ampak oni so žal raje zapravili denar na dolgih pogovorih, na dolgih odvijanjih scen. Da se je scena odvila, je trajalo včasih kar dolgo. Potem seveda sezona je vključevala preobrat iz heroja v antiheroja in pa potem tudi imela svojega zmagovalca, v bistvu, kako naj rečem, Starbucks skodelico oziroma tisto plastično skodelico, ki je bila na mizi v eni izmed scen. Se mi zdi, da bo to kar kmalu nadomestila neka nova stvar, ampak o tem spet malo več kasneje. Zdaj, posebej bi rad samo spregovoril o tej zadnji končni epizodi, s katero se je v bistvu serija poslovila od ekranov. In preden grem v detajle, naj povem, da tisti, ki še niste gledali ali pa ki imate namen, ne priporočam, da gledate naprej, ker boste videli ene spoilerje in vseeno bom spregovoril v bistvu v poteku celotne zadnje epizode. Toliko samo v opozorilo. Torej, epizoda se v bistvu začne po dogodkih iz prejšnje epizode, kjer je Daenerys, Dany, v bistvu naredila tale preobrat in se iz heroja spreobrnila v antiheroja, kjer se je total zmešalo in odpeljalo in je požgala cel Dubrovnik. Mislim, King's Landing. No in na začetku v glavnem pokaže, kako se Tyrion, Jon in Arya sprehajajo po pogorišču in kako zmaj dostavi Daenerys na vrh nekih stopnic, kjer ona nagovori celo množico njenih vojakov. In sicer ne vem, kako so tisti vzadaj slišali, glede na to, da jih je bilo dosti in gre za velik prostor. Ampak okej, serija, pustimo domišljiji svojo pot, dovolj glasno je govorila, da je v bistvu nagovorila vse in da so vsi slišali, kar je bilo potrebno slišati. No, predvsem potem Tyrion zavrne, da bo njena desna roka in vrže tisto značko dol po stopnicah, Dany cela šokirana. Pove, da je osvobodil brata, on reče ja, in ona pa umorila celo mesto, kar je res. In potem ga v bistvu dajo v zapor. Ga odpeljajo v zapor, ker bo verjetno obtožen na smrt. Oziroma že tako je obtožen na smrt, ker vsakega, ki ga je v bistvu vklenila oziroma zaprla, je v bistvu umrl bolj kasneje. Potem zgodba gre po svoje naprej, zgodba se dejansko odvije tako, da Jon obišče Tyriona v ječi, kjer imata nek pogovor, kjer se po tem pogovoru Jon Snow opogumi in naredi nekaj šokantnega. No in vmes pokaže sceno, kako Daenerys stopa počasi do
v bistvu tega železnega prestola, polna pričakovanj. In ko ga zagleda, je tako kot majhen otrok, ki vidi lučko. Tako res vzhičena, da ga vidi, da končno vidi in se lahko dotakne tega prestola. In potem valjda v mesti že sledi Jon Snow. Imate eno zelo kratko romantično sceno in v tej sceni on jo zabode direktno v srce. Šok. In tako v bistvu Daenerys umre, Drogon prileti nazaj, Drogon je njen zmaj, in požge, uniči tale prestol, ga stopi totalno in torej več prestola ni. Kje bojo pa zdaj ljudje sedeli? No, in to je to. To je v bistvu vse, kako se Danyina zgodba in zgodba tega znamenitega prestola dejansko zaključi. Če smo realni, ni nič posebnega, nič posebnih občutkov ni bilo ob tem, vsaj iz moje strani ne. No in potem, v glavnem, Tyrion še vedno ječi, časovni preskok naprej, pripeljajo ga pred te pomembne ljudi iz Westerosa in ima on sodbo pred njimi. Preden pa stopi na tale podest, pa v bistvu spet podoben dogodek kot z Starbucks skodelico. Če pogledate pri Samovih nogah, vidite, kako pomembno je, da si hidriran, da v vročini veliko piješ. Kajti tudi tukaj v tej sceni imate pač plastenko, ki bo verjetno služila kot nadomestek za tisti Starbucks dogodek. Tako da ponovno so malo pozabili ene stvari umakniti iz scene. No in Tyrion prepričan, da bo tak obtožen na ne vem kaj, pač karkoli so hintali. Je v bistvu imel spet svoj govor, svojih 5 minut slave, ki jih je zelo dobro izkoristil in unovčil. In namreč on, po dolgem razmisleku, ki ga je imel, ves ta čas v zaporu na voljo, predlaga, da je kralj Bran. Sansa si v momentu takoj potem zagotovi tisti sever zase. Potem že Tyrion se pogovarja z Jon Snowom, kjer mu pove, da gre Jon Snow nazaj v nočno stražo. Torej, nazaj na začetek. In na koncu torej Sansa, kot sem že omenil, ima tisti sever zase, postane kraljica severa. Potem Arya se odloči, da ne gre več na sever, da se bo ona odpravila na raziskovanje. In pa Bran pač ostane v tem King's Landingu in vlada. In pa na koncu Jon Snow, ki je z nočno stražo in tistimi divjaki v bistvu odkoraka v gozd. In tako se zaključi Game of Thrones. V tem trenutku je dejansko zima prišla zame, ker me je ta sezona zelo ohladila in pustila hladnega, brez nekih pričakovanj večjih, brez nekega, kako bi rekel, vznemirjenja, želje po še več. Pač res je bila slaba sezona, polna nekih spodrsljajev, hitenja, ne vem, nesmiselnega odločanja in slabo zapravljenega denarja. Tako da, žal, to zadnjo 8. sezono so me res pustili na hladnem in malo sem razočaran, kakšne epiloge so dejansko dobili liki te priljubljene serije in da v bistvu, ne vem, da v bistvu meni se zdi, kot da niso nič kaj dosti naredili in da so samo hiteli in res gubljali čas na enih nepomembnih stvarih, vmes, ko bi lahko izkoristili tale čas za nekaj boljšega oziroma da nekam drugam pač investirajo denar in čas. In pač žal mene to sezono niso navdušili, kar je škoda glede na to, da je zadnja in so ljudje resnično jezni in razočarani, torej vem, da nisem edini. Ampak tak pač je, tako so se odločili in zdaj pač nekako ne morejo popraviti tega, kar je. Po njihovem mnenju so verjetno naredili najboljše, po mnenju oboževalcev v večini pa žal ne. In pač za na konec, da priznam, se mi zdi, da prve 3 sezone so bile dejansko najboljše sezone serije, potem pa je žal šlo malo navzdol, zadnja pa res žal ni šla nikamor zame. Kako se pa je, kaj vam zdela tale zadnja finalna epizoda Game of Thrones oziroma celotna zadnja sezona? Lahko kaj pokomentirate spodaj v komentarjih.
Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!